Sem bil vseskozi zaposlen na ginekološko-porodniški kliniki v Ljubljani. Zaposlil sem se že 76. leta, od 82. leta sem bil pa pravzaprav skozi delal na oddelku za intenzivno nego in terapijo novorojenčkov. To začetno 10-letno obdobje je bilo res prelomno obdobje. Naj omenim samo transport in utero. To je transport nosečnice, ki pričakuje nedonošenčka ali otroka z prirojenimi napakami iz ostalih porodnišnic v porodnišnico Ljubljana. Hkrati s tem je bilo uvedeno tudi intenzivno zdravljenje novorojenčkov. Oboje pravzaprav na pobudo profesor Kornhauserja, ki je bil takrat predstojnik pediatričnega oddelka kirurških strok. Kar še nekaj takih stvari je bilo. Seveda, da naj omenim izgradnjo nove porodnišnice 87. leta in potem premestitev intenzivnega oddelka, ki je bil nekaj let, od 82. pa do 87. v kliničnem centru. Tudi ta gradnja nove porodnišnice je pravzaprav zahtevala kar veliko dela, veliko znanja, veliko požrtvovalnosti, saj je bilo treba načrtovati nov oddelek za intenzivno terapijo novorojenčkov. Hkrati pa tudi je bil uveden sistem rooming in, to pomeni sobivanje matere in otroka skupaj. Uvedba perinatalnega informacijskega sistema. Leta 86, 87 pa so bile k temu sistemu priključene že vse porodnišnice. Tako da, ko se danes govori o analizi podatkov in zbiranju podatkov, porodnišnice in perinatologi v Sloveniji imamo več kot 30-letne izkušnje s tem. Na sami enoti za intenzivno zdravljenje pa smo tudi uvajali kar nekaj novosti. In to spet v teh prvih 10 letih. Naj omenim samo, da smo zelo zgodaj, ampak res zelo zgodaj začeli z ultrazvočno preiskavo vseh otrok in praktično vseh organov. To je že leta 83, 84. Od 90. leta naprej pa smo gledali tudi srce, ki je bilo takrat seveda domena samo kardiologov. In naj omenim tudi to, da smo pravzaprav bili pionirji na tem področju. Saj nekako 15 let zatem se priporoča, da mora neonatolog poznati tudi to branžo. Ves čas smo pravzaprav spremljali neko načelo, da ne smemo ničesar delati preveč intenzivno in ne premalo, in ne prehitro in ne prepočasi, in ne dajati preveč in premalo, torej vedno ravno prav. To je tako načelo, predvsem, da nismo preveč invazivni v vseh naših postopkih. Treba je vedeti, da smo zdravniki tudi malo ambiciozni ali pa veliko. Ampak pomembno je, da v našem timu ta ambicioznost nikdar ni prevladala med normalnim sodelovanjem z drugimi, torej z svojimi kolegi. Namreč zdravniki, ki med seboj sodelujejo, si izmenjajo vsa mnenja o kakršnemkoli načinu zdravljenja. Čeprav so mnenja lahko različna in potem to združijo, tako mnenje, da je nekako skupno mnenje, so zelo močni. Ker je zelo pomembno, da zdravnik ne razmišlja o ničemer drugem, nego samo o dobrobiti za svojega malega pacienta in da govori vedno v korist torej temu nedonošenčku in v korist staršem. In tako timsko delo je bilo vseskozi prisotno na našem oddelku.